Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTubea in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček, da dodatno požene algoritem. In pa tudi ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Danes je 1. junij, ponedeljek, in imamo tukaj že prvo novico, sicer Bitcoin je malo okreval. Kaže neke znake okrevanja, potem ko so kratkoročni vlagatelji uspešno obranili pomembno podporno območje okoli $71,000. No, saj bomo potem tudi kasneje naredili še tehnično analizo, si bomo malo bolj podrobno ogledali. To je trenutno novica, ki jo imamo. Analitiki ugotavljajo, da se je cena ponovno odbila navzgor in da bi lahko bil naslednji pomemben cilj območje okoli $78,000. To je tudi zelo pomembno območje, zaradi tega, ker tam je ogromno likvidnosti. Se bom pokazal. Če bi Bitcoin uspel prebiti to raven in se nad njo tudi obdržati, bi se lahko okrepil optimizem glede nadaljevanja rasti v drugi polovici leta. No, to bomo še videli. Trenutni podatki kažejo, da dolgoročni vlagatelji ostajajo relativno mirni, medtem ko kratkoročni imetniki še naprej predstavljajo ključno podporo trgu. No, kot sem rekel, malo več si bomo mi ogledali v tehnični analizi. Druga novica je Michael Saylor, predsednik družbe Strategy. Michael Saylor je ponovno namignil, da bi podjetje kmalu lahko izvedlo nov nakup Bitcoina. Na družbenih omrežjih je objavil sporočilo Working Better, skupaj z grafom, ki prikazuje zgodovino nakupov Bitcoina podjetja Strategy. Trg takšne objave že tradicionalno razume kot napoved skorajšnje nove akumulacije. Strategy ostaja največji javni korporativni imetnik Bitcoina na svetu, zato vsaka napoved nakupa pogosto pritegne veliko pozornosti vlagateljev in lahko vpliva tudi na razpoloženje na celotnem kriptotrgu. No, pred kratkim je udarila tudi novica, da Saylor ni več toliko prepričan v svojo never sell strategijo, tako da bomo videli, kako se bo tole obneslo. Še naprej lahko naredimo tudi en poseben video o tem. Potem imamo tukaj tudi še eno zanimivo novico, ki se zadeva ZDA in Irana. Operacija ekonomska jeza. Združene države Amerike so v okviru operacije z imenom ekonomska jeza zasegle za približno $1 milijardo iranskih kriptovalut. Po navedbah ameriških oblasti je akcija del širše strategije gospodarskega pritiska na Iran in je usmerjena predvsem proti finančnim kanalom, s katerimi naj bi se država izogibala mednarodnim sankcijam. Gre za enega največjih zasegov kriptovalut povezanih z državnimi strukturami. Dogodek pa dodatno poudarja vse večjo vlogo digitalnih sredstev v geopolitičnih in gospodarskih sporih med državami. Tako da ja, imamo še kar naprej zanimivo in pestro dogajanje, kar se tiče ZDA in Irana. Bomo videli, kako se bo, oziroma bomo spremljali še naprej, kako se bo tole razvijalo. Naprej imamo tudi eno zanimivo novico, objavil jo je Tony Chapon v skupini kriptovalute na Facebooku, in to je namreč, da očitno CME lukenj ne bo več.
Bom kar tole prebral. CME Group je napovedal, da bo uradno vstopil na trg kriptovalut, ki deluje 24/7. Torej skozi ves čas. Od tega petka dalje, torej od petka v prejšnjem tednu, se bodo CME Bitcoin terminske pogodbe in opcije trgovale 24/7 preko platforme Globex z le 60-minutno pauzo za vzdrževanje vsako nedeljo med 18. in 19. uro po UTC plus 8. Ta sprememba pomeni, da dolgo znana CME luknja oziroma CME gap, ki je nastajala zaradi vikend zaprtja trgov, da bo izginila. In ja, potem se sprašuje, kaj bomo pa sedaj gledali, kam se lahko cena premakne. No, še vedno ostajajo tukaj likvidnostna območja, ki jih tudi spremljamo. In potem še zadnja novica. Kriptomat, kot veste, se zapira in v bistvu uporabnikom že zapira račune. Ampak tukaj se gre samo za tiste uporabnike, ki niso dokončali verifikacije. Zdaj, ključni datum tukaj je 30. junij, tako da vsi tisti uporabniki, ki imajo še karkoli na tem svojem računu, morajo do tega datuma prenesti vse kriptovalute drugam. Zdaj priporočen je tukaj Kraken. Tako da, ja, to ni še ključno, zaenkrat samo uporabniki, ki nimajo dokončane verifikacije. Tako da ti uporabniki v bistvu nimajo ničesar gor na platformi. Je pa tukaj ključen, ponavljam, datum 30. junij. Ok, to bo tudi to, kar se tiče novic. Dajmo si mi zdaj pogledati Bitcoin. Tukaj imamo 15-minutni časovni interval in pa 4-urni časovni interval. Zdaj 15-minutni časovni interval tukaj nam kaže, da delamo mi tole konsolidacijo in to bi lahko namigovalo na to, da je popravek glede na to, kako se valovi tukaj prekrivajo med sabo. In ja, to bi lahko tudi namigovalo na nadaljevanje padanja. Zdaj, ključna meja tukaj je na okoli 72.500, tukaj je tudi kar precej likvidnosti. In bo treba tole zdaj spremljati, ali bomo mi šli tole tukaj dol pobrati in potem morda kakšen odboj, ali pa če bomo mi tole izgubili, potem lahko padamo še naprej dol. In ta meja je tudi ključna iz vidika 4-urnega časovnega intervala. Zakaj? Večkrat smo že to poudarjali. Tukaj imamo tole dvojno dno, ki je sicer bikovski vzorec. In zdaj smo šli testirati tole njegovo podporo, tole neckline mejo kot podporo. In ja, biki se bodo morali malo podvizati, če bodo hoteli ubraniti tole mejo. Za moje pojme, se me poznate, se že malo preveč časa zadržujemo tukaj, malo neodločen preboj in zdaj se kar precej časa zadržujemo tukaj, tako da ja, obstajajo kar možnosti, da bi mi tole lahko izgubili. Pred kratkim je pa tudi kar precej ljudi stavilo na rast, kot lahko vidimo tukaj na tem indikatorju. Tako da glavno likvidnostno območje, ja, isto kot pri 15-minutnem časovnem intervalu na okoli 72.500. Zdaj pa
tukaj, torej, tukaj je likvidnostno območje vseh tistih, ki so stavili na rast. Bomo zdaj videli, glede na to, da je bliže, če bomo mi šli še tole pobirati in morda potem doživimo kakšen odboj. Ta glavno območje vseh tistih, ki so pa stavili na padec, je pa tukaj na okoli 78,700. Tako da, če mi zdaj doživimo kakšen odboj, če bo prišlo tole dvojno dno v veljavo in če dobimo zdaj en konkreten odboj, bo to tudi prvo območje, ki ga bomo šli pobirati in potem imamo tukaj še naslednje na okoli 82,500. Tako da to bo treba vsekakor spremljati, ampak trenutno se nagibam najprej, da bi lahko šli še naprej dol. Seveda, vse ostaja neodločeno, dokler ne vidimo, kaj se bo zgodilo na tej meji. Ok, poglejmo zdaj še likvidnostna območja. Tukaj sem naštimal na 2 tedna, pa da vidimo, kako se mi zdaj tukaj premikamo. Torej, graf imamo naštiman na 2 tedna in kot smo rekli, tukaj je eno likvidnostno območje vseh tistih, ki so stavili na rast in bomo zdaj videli, če bomo šli tole pobirati. To je na tam nekje 72,300 do 72,500. In pogledajte tole zgoraj, tukaj tole prav žari, to je tale meja na okoli 78,000 pa do 78,500. Tako da tukaj zgoraj je res ogromno ljudi, ki so stavili na padec. In vseeno ostaja kar velika verjetnost, da bi mi lahko šli tole pobirati, ampak najprej se mora tale naš padajoči trend obrniti. Poglejmo zdaj še Ethereum. Ethereum tudi v zadnjem času kar precej pada, tukaj tole se ni izvršilo, mi smo prišli do tega območja na okoli 2023, tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu smo to pobrali in zdaj se obračamo nazaj dol. Tukaj na tem dnu ljudje spet ponovno stavijo na rast. Tako da to bi lahko bil povod, da mi tale padec nadaljujemo. Ključna meja na tam nekje 1980. Zdaj pridružuje se mu počasi tudi Bitcoin. Tako da to bo, po mojem, bi znal biti ta teden še kar zanimiv. In tudi tukaj imamo zdaj 4-urni časovni interval. In tle se kaže zelo zanimiva bikovska divergenca. Imamo dno, nižje dno. Medtem ko RSI je naredil dno in pa dno na nekje isti višini. Potem spet dno, nižje dno v gibanju cene, RSI spet dno in pa dno na nekje isti višini. In zdaj bi morda lahko šli še v tretje delati tukaj pri ceni nižje dno, medtem ko RSI vidimo, da je tukaj še kar visoko. In tale bikovska divergenca bi se lahko nadaljevala, bo pa treba gledati in spremljati, kdaj bo prišla v veljavo. Tukaj smo mi označili tole naraščajočo mejo, ki smo jo izgubili in od takrat naprej tudi padamo naprej dol. In to bo treba spremljati pri Ethereumu. Če pridemo mi zdaj slučajno gor do te meje, ali jo bomo prebili in rasli naprej gor, ali pa bomo od nje zavrnjeni. Ethereum ima ogromno likvidnosti
zgoraj, tukaj je ena na 2400, potem tudi tukaj imamo označeno tole mejo na 2800. Je pa kar precej neodločena situacija. Zdaj tukaj zaenkrat se nam izvaja tukaj medvedji scenarij, tako da tega bikovskega bom jaz zdaj kar zbrisal. Kaj bi bil zdaj tukaj zaključek? Glede na to, da se tukaj spet nabirajo stave na rast, bi lahko pričakovali nadaljevanje padanja, ne glede na to, da imamo tukaj ogromno likvidnosti zgoraj. Zakaj? Zaradi tega, ker trenutno imamo tale mini trend navzdol. Kar je še zanimivo, je tukaj Nasdaq. Nasdaq enostavno dela novi all-time high za novim all-time high. In vprašanje tukaj je, kdaj se bo tole zdaj prelilo na kriptovalute, ker očitno se še nekaj časa ne bo. In opozarjal sem že večkrat. Tukaj delamo tole medvedjo divergenco, imamo vrh in pa višji vrh v gibanju cene, medtem ko RSI pa nam dela vrh in pa nižji vrh, trenutno še. Zdaj lahko naredimo tudi vrh na isti višini in potem tole medvedjo divergenco nadaljujemo še enim višjim vrhom v gibanju cene in pa nižjim ali pa vrhom na isti višini pri RSI-u. Bomo videli, kako se bo to izteklo. Zdaj, če bi se ta medvedja divergenca izvršila, bi lahko pričakovali odboj od te zgornje meje tega kanala, ampak glede na to, koliko smo mi zrastli zdaj v zadnjem času, bi tukaj mi padli za koliko? 10%, celo več kot 10%. In glede na to, kakšen padec smo imeli mi samo s temi 3 svečkami v svetu kriptovalut, bi to lahko pomenilo pravo katastrofo za kriptovalute, tako da bomo seveda spremljali in gledali, kaj se bo tukaj dejansko izvršilo. Dobil sem še eno prošnjo za hype od D'Artagnana, se mi zdi, da vidimo, kaj se kaj dogaja s hypom. V zadnjem času je zelo, zelo lepo zrastel, ampak tukaj se takoj zdaj vidi tale trend linija. Tukaj nimamo dovolj zgodovine. Torej, če povežemo te dva vrhova, dobimo tale trend oziroma tole trend linijo, ki nam morda celo kaže, do kod bi tale rast lahko prišla. To imamo trenutno dnevni graf. In kaj, zgornja meja? Ja, lahko bi prišli vse do $83. Potem imamo tudi spodaj, tukaj tole mejo, če povežemo mi tale dna. In kot lahko vidimo, sicer tukaj ni dovolj zgodovine, to sem zdaj na hitro dal tale graf. Sigurno obstaja, po mojem, da obstaja še kakšen z malo več zgodovine, bi moral malo natančneje pogledati, ampak dobro, zaenkrat imamo to, kar imamo. Ja, to je v bistvu naraščajoči, razširjajoči klin. In zdaj bo treba gledati. To je medvedji vzorec, ampak vseeno, pri altcoinih se nikoli ne ve. Treba bo spremljati ti dve meji, glede na to, da drvimo zdaj proti zgornji meji, bo treba spremljati, če bomo mi slučajno tole mejo
prebili in v tem primeru bi lahko pričakovali nadaljevanje rasti. Če pa pridemo do spodnje meje in jo izgubimo, potem bi se pa lahko izvršil medvedji scenarij. Spodnja meja se pa giba trenutno na tam nekje $28. Tako, zdaj, če imate kakršnokoli željo glede kakšne kriptovalute, lahko podate prošnjo preko Patreona, tukaj je tudi chat na teh live-ih, lahko se tudi pogovarjate z mano, lahko delite kakšne predloge, da si skupaj ogledamo, in če vas to zanima, seveda, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In če bo tudi karkoli zanimivega, če bomo mi zdaj tukaj nadaljevali tale padec, kot trenutno kaže, bom to jaz dodatno objavljal preko Patreona. Zdaj, če pa spremljate kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live-a zamudili. In poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je to všeč, in pa da tudi dodatno požene algoritem, da priporoča tudi drugim ljudem, da si ogledajo. Poleg tega me pa zanima, kaj si vi mislite o novicah, ki smo jih imeli danes, kaj si mislite o tehnični analizi. Imate morda vi kakšen svoj pogled, kar napišite spodaj pod komentarji pod tem videom. Zanimive debate se razvijajo in tudi zelo rad podebatiram z vami. In tako, jaz vam zdaj želim en lep ponedeljek, še naprej en lep začetek tedna in se vidimo ponovno, če ne prej, jutri zjutraj ob 9. Čau, čau!